V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je 3. postna nedelja. Dobrodošli v cerkvi Jezusa dobrega pastirja. Včeraj so se pri nas zbrali mladi iz različnih krajev Slovenije, nekateri od njih so ostali in bodo današnje bogoslužje sooblikovali z mladinsko vsebino. Mladi so živo upanje cerkve. Danes bodo mladi pričevali o veselju, ki se rodi iz prijateljstva z Bogom, ki je ljubeči oče. Današnja družba spodbuja individualizem in neodvisnost, zato se predvsem mladi počutijo izolirani, tesnobni, odtujeni, kljub tolikšnim možnostim tehnične komunikacije. Največji izziv sodobne cerkve je spodbujanje mladih. Objeti jih moramo z razumevanjem. Mladi, zahvaljujem se vam za vaš doprinos cerkvi. Cerkev ni moralno vadbišče ali izpitno središče, iz katerega bi se lahko ljudje, če uspešno opravijo razred, povzpeli v nebesa. Cerkev je odprt dom Božje ljubezni za vse generacije. Prisluhnimo obvestilom. V četrtek sem se kot predstavnik cerkve udeležil otvoritve 3 prenovljenih oddelkov bolnišnice Novo mesto. Današnji skupni nedeljski pohod od Otočca do Šmarjeških Toplic zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Jutri v ponedeljek ob 19. uri molitveno srečanje odpade. Namreč jutri ob 19:30 ob 7:30 zvečer bo v cerkvi koncert v organizaciji občinskega zavoda Novo mesto, zato molitveno srečanje odpade. Nastopala bosta Urška Rihtaršič na harfi in Arslan Hamiduli na violončelu. Cena vstopnice, ki jih prodaja organizator, je 10 evrov. Tako tudi v sredo predavanje z diskusijo odpade, kajti tudi v sredo, 26. marca ob 7:30 zvečer, 19:30, bo v cerkvi koncert spet v organizaciji občinskega zavoda Novo mesto, zato, kot rečeno, predavanje z diskusijo odpade. V sredo pa bo nastopala harmonistka Teja Udovič Kovačič. Cena vstopnice, ki jih prodaja organizator, je 10 evrov. Torej, mestni občini, zavodu Novo mesto, bomo v ponedeljek in sredo odstopili prostor, ker je ta termin bil pri njih že določen. V petek, 4. aprila ob 19. uri bo srečanje za moške. Bravo! Torej 4. aprila ob 19. uri vabljeni na srečanje moških, torej mi moški, ob 19. uri v cerkveni hiši ali v primeru lepega vremena zunaj na prostem. Naj namignem, o čem bomo govorili. Moške teme. Poležavanje pred televizorjem. Ne. Delo in dom. Sam svoj mojster. Avtomoto. Kulinarika. Informatika. Razvoj tehnologije in krepitev moške duhovnosti. Škof evangeličanske cerkve, gospod magister Leo Novak, je poslal anonimni vprašalnik za vernike vseh naših cerkvenih občin, da bi zvedeli, kaj lahko kot celotna cerkev spremenimo na bolje. Tajnik naše cerkvene občine je vprašalnik posredoval v elektronski obliki. Svoje anonimno mnenje lahko izrazimo tudi s pomočjo natiskanega vprašalnika. Vprašalniki so pri obeh izhodih cerkve. Izpolnimo jih lahko tukaj ali doma, na kar jih vrnemo v puščico
za prostovoljne prispevke ob glavnem izhodu iz cerkve. Hvala za sodelovanje. V nedeljo 30. marca smo ob 10. uri vabljeni ponovno na osrednje tedensko bogoslužje. In še zadnje obvestilo, veroukarji skupine C danes ostanejo na bogoslužju, ker bodo kmalu tudi oni del najstniško-mladinske skupine, ki je namenjen današnji program. V nadaljevanju vabim cerkveni mešani pevski zbor naše cerkve, da bomo skupaj z vami zapeli pesem Zvesi, o moj Gospod. Današnje biblično vodilo so Jezusove besede svojim učencem. Nihče, kdor položi svojo roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Namesto veliko nabreklih besed se moramo odločiti za pristna dejanja ljubezni, kajti vera ne sme biti sredstvo za poniževanje drugih,
orodje sovraštva, nasilja ali vojne. Obuti moramo biti v Kristusove sandale miru, ne pa v vojaške škornje. Zato priznajmo svoje grehe. Dobri in usmiljeni Bog, hvala ti, ker si trden vir naše vere. Odpusti nam napake, zablode, opustitve, zaverovanost vase in osredotočenost nase. Odpusti nam, ker molčimo, ko bi morali govoriti, zoper hudobna dela in krivico. Odpusti nam, ker iščemo izgovore, namesto da bi svoje krščansko poslanstvo jemali resno in odgovorno. Odpusti nam, ker smo prehitri v obsojanju drugih, ne da bi najprej presodili sebe in se zavedali tvojega milostnega odpuščanja. Prosimo te, usmili se nas. Amen. Besede milosti in slavospev pravijo: Kristus je umrl zaradi naših grehov, pravičen zaradi nepravičnih, da bi nam tako odprl pot k rešitvi in k Bogu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Večni Bog, trpljenje tvojega Sina Jezusa Kristusa je dokaz tvoje neskončne ljubezni. Verujemo, da nas kljub neštetim pomanjkljivostim ne boš obsodil in se nas odrekel, ampak nam pomagal iskati in najti pot k odpuščanju, miru in spravi. Pomagaj nam, da bomo verovali, živeli in upali po zgledu tvojega Sina. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilom in prepevanju pesmi čaščenja Boga. Tako vabim gostujočo skupino. Razlog imel bom, da sam
zvišeni kralj, grob si premagal, si smrti vladar. Slavim te, ker si Bog, ki živi, večjega ni na tem svetu kot ti. Slavim te, ker vladaš, zvišeni kralj, grob si premagal, si smrti vladar. Slavim te, ker si Bog, ki živi, večjega ni na tem svetu kot ti. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Slavi Boga, duša vsa. Križ si nosil ti, umrl si, da živim v svobodi. In zdaj pripadam ti, zavedno bil, o dobroti bom tvoji, vredno je ime Jezus, vredno slave vse, tvoje je ime, vredno je ime Jezus, vredno slave vse, tvoje je ime. Več ne sramujem se, zdaj stojim v ljubezni brezlomni. Ni konca milosti, zavedno bil, o dobroti bom tvoji, vredno je ime Jezus, vredno slave vse, tvoje je ime, vredno je ime Jezus, vredno slave vse, tvoje je ime. Poveličan zdaj si v nebesih, tvoja slava spušča se, vreden hvale ti sile, tvoje ime najvišje je. Poveličan zdaj si v nebesih, tvoja slava spušča se, vreden hvale ti sile, tvoje ime najvišje je. Poveličan zdaj si v nebesih, tvoja slava spušča se, vreden hvale
Ljubim te, tvoja milost me veje, ti vedno me v svojih rokah držiš. Od trenutka, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvesti, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Tvoj ljubi glas vodi si me skozi ogenj, ti vedno si temni noči o meni. Poznam te kot očeta in kot prijatelja, saj živim v dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvesti, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Tam življenje ni in pregajam se, na tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Nam življenje ni in pregajam se, na tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Vse moje dni ti bil si zvesti, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Današnje berilo je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje, 11. do 32. vrstica. Vabim nas, da dobro prisluhnemo, saj je v povezavi s pridigo, ki jo bomo danes poslušali. In rekel je, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo pas svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni želel dati. Šel je vase in deljal.
Koliko najemnikov mojega očeta ima kruh v obilju? Jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakoljite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domogrede približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: Kaj je to? Ta mu je rekel: Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezel se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kosliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel: Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Ko sem te dni prebirala te vrstice, sem pomislila, kako težko je moralo biti mlajšemu sinu, da je priznal svoje napake, najprej sam sebi in nato še očetu, ter se vrnil domov. A ko ga je oče sprejel z odprtimi rokami, kakšno olajšanje je moral začutiti, kakšno veliko breme je odložil in kako se mu je v trenutku življenje spremenilo. Danes bom govorila o bremenih, ki nas težijo in kako nam hoja z Jezusom pri tem lahko pomaga. Za ponazoritev svojega razmišljanja pa bom potrebovala pomoč. Tako da bi prosila Tomaž tebe in Tadeja. Tomaž, ti si desničar. Se pravi, sklepamo, da imaš močnejšo desno roko. Takole, ko ljudje hodimo skozi življenje, si nalagamo različna bremena. Med najpogostejšimi bremeni so družinska in družbena pričakovanja. To so pričakovanja staršev, vzgoje otrok, uspeh v šoli, karieri. Drugič, zdravstvene težave. To so razne telesne bolezni, duševne stiske, zasvojenosti, slaba samopodoba, osamljenost. Potem so tu finančne skrbi, dolgovi, krediti, želja po neodvisnosti, materialna varnost. Potem sta tu perfekcionizem in odgovornosti, stalno prizadevanje za popolnost, občutek, da nismo nikoli dovolj dobri, stres pred preobremenjenostjo. Je že kar malo težko. Dajmo probati še kakšno. Breme preteklosti, travme, napačne odločitve, obžalovanja. Potem imamo, kaj imamo zdaj? Breme, strahovi. Tako, saj Tomaž, mogoče si pomagaš z drugo roko, te še malo pridržiš. Strahovi, strah pred prihodnostjo, negotovosti, strah pred spremembami, skrbi glede staranja in bremena grehov, krivice,
neodpuščanja, zagrenjenosti, zamere. Kmalu ugotovimo, da ta bremena težko nosimo in najprej si skušamo pomagati sami. Tudi Tomaž je desni roki pridal še levo. Na to morda za pomoč prosimo bližnjega, da nam bližnji pomaga. Vse lepo in prav, a kljub temu so ta bremena še vedno težka, pa tudi bližnji morda niso vedno na voljo, da bi nam pomagali. Saj tudi oni nosijo svoje bremena ali pa preprosto nimajo časa. Ko pa v naše življenje vstopi Jezus, se zgodi sledeče. Jezus nam določena bremena odvzame. Pomaga nam, da odložimo bremena grehov, strahove, bremena preteklosti. Druga stvar, ki se zgodi, Jezus okoli nas gradi zdravo skupnost. Skupnost, v kateri ugotavljamo, da nismo sami, da je vedno nekdo, ki nam skuša pomagati, da je vedno nekdo, ki nam je v oporo. In ne nazadnje, tudi Jezus je tu med nami in tudi Jezus nam pomaga, da nosimo ta bremena. Zato nas vabim, da povabimo v življenje tega Jezusa, da bomo imeli to, kar si zaslužimo in kar Jezus želi za nas. Hvala za ponazoritev. Mi pa bomo zdaj nadaljevali z oboževanjem. Dajemo čast temu Jezusu, ki je tukaj z nami v tem trenutku in je vreden vse slave.
Resnično svet je naš Gospod in naše oboževanje bomo zaključili s psalmom 34. Prosim. Pod Božjim varstvom. Slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. Z Gospodom se hvali moja duša, ponižni naj slišijo in se veselijo. Poveličujte z menoj Gospoda, povzdigujemo njegovo ime vsi skupaj. Iskal sem Gospoda in me je uslišal. Vseh mojih strahov me je rešil. Glejte nanj, da boste žareli, vaši obrazi naj se ne sramujejo. Ta nesrečnik je klical in Gospod je slišal. Iz vseh njegovih stisk ga je rešil. Angel Gospodov utrjuje tabor okrog tistih, ki se ga bojijo, da jih rešuje. Okusite in glejte, kako dober je Gospod, blagor možu, ki se je zatekel k njemu. Bojte se Gospoda, vi, njegovi sveti, saj nič ne manjka njim, ki se ga bojijo. Sledi utrinek za otroke. Izvolite sesti. Torej, utrinek za otroke. Pridite otroci od zgoraj in spodaj. Kolikor vas je danes v cerkvi, imam nekaj za vas. Toliko lepih primerov smo danes že slišali in tudi Jezus je govoril v evangelijih, imamo zapisano slikovito, parabole, metafore, prilike. Kaj sem prinesel? Kocke, čokoladne kocke. Imate doma kocke? Kakšne kocke? Lego kocke. Kakšne še? Lesene kocke tudi. Takšne pobarvane. Prosim. Magnete. Magnetne kocke. O, super. Kakšne so pa te kocke? Plastične, iz plastike narejene, ja. Ampak ne razpadejo. Poglejte. Magnetne. Bi še kdo rad poskusil? No, pridi. Boš ti, Sara ali kdorkoli? David ima danes rojstni dan, 3 leta je star. No, boš tudi ti? Kam boš dal? Bravo. Tako. Še kdo bo poskusil? Boš ti? No, pridi pogumno. Kaj še lahko ustvarimo? Marsikaj, ne? Torej, zakaj imamo kocke? Da gradimo. In te kocke so posebne, tako kot ste že rekli, magnetne. Če bi katero drugo kocko dal poleg, se ne bi prilepila, ampak bi padlo in cela zgradba ali ta stolp bi se porušil. Kaj pa nam to pove, ko smo v cerkvi in razmišljamo o Bogu, o Svetem pismu? Vsi ljudje v tej cerkvi in po vseh cerkvah smo ena kocka, različne barve, različnih mišljenj, različnih prepričanj, lahko tudi na drugačen način verujemo, vendar, če je v nas ljubezen, ki je kot magnet in lepilo, priteguje, povezuje, da se stavba ne zruši.
lahko zgradimo zelo visoko, široko, kamorkoli, v vse smeri in stoji. Torej, če je veliko ljubezni med očijem in mamico, je tako, ni takole narazen. Ali pa med vami in prijatelji, 3 prijatelji, veliko prijateljev, in tukaj je veliko prijateljev, bratov in sester, kot rečemo v cerkvi, vernikov, in po celem svetu na milijone takšnih kock in vsi gradimo cerkev. Cerkev, ki je naš skupni dom, in vse nas povezuje magnet Božje ljubezni. Se strinjamo? Tako, zdaj pa k verouku v vse vaše učilnice, razen C skupina. Kot je bilo že rečeno, pa ostane tukaj. V nadaljevanju bomo pobrali še kolekto s pesmijo, ki pravi: svetniki vsi gredo v nebo. Drage sestre, dragi bratje, bližamo se Božji besedi, zato vas vse vabim, da preden pristopimo k poslušanju Božje besede, skupaj še molimo v obliki pesmi Jezusovo molitev ali Oče naš. Molitev bomo zapeli. Kakor nebesi
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, dragi mladi. Bog ceni mladost. Mladost je čas možnosti, postavljanja zdravih prioritet in modrih odločitev. Poglejmo si nekaj primerov iz zgodovine. Vergil je bil mlad in uspešen pesnik. Luther je bil mlad, ko je vodil reformacijo. Newton je kot mladenič zasedel prvo mesto med znanstveniki tistega časa. Herodot je kot mlad izdal 9 uspešnih knjig o olimpijskih igrah. Mladi Hannibal je z vojaki iz Kartage osvojil Španijo. 25-letni Demosten je bil znan kot zlata usta Grčije. Mladenič Ciceron je bil najboljši retorik vseh časov. Galilej je odkril astronomske zakone. Shakespeare pa je kot mlad stal na čelu svetovne drame, dramaturgije. 22-letni Aleksander je osvojil Perzijsko cesarstvo, mladi Napoleon in Washington pa sta sprejela oznake generala. 20-letni Platon je bil Sokratov enakovreden prijatelj, Pascal pa je bil že v 19. letu svoje starosti največji matematik. 25-letni Edwards, Whitefield in Spurgeon so bili tako imenovani zlati pridigarji. Jezus Kristus kot mladenič, 30-letnik bi rekli, pa je postal odrešenik sveta. Kaj pa jaz in ti? Še enkrat vstanimo k branju zadnje vrstice, torej 32. vrstice 15. poglavja prilike o izgubljenem sinu, ki jo najdemo zapisano v Evangeliju po Luki. Pravi pa takole: poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in resnično besedo. Lahko sedete. Dragi zbrani, zgodba, ki smo jo slišali v berilu, zagotovo odseva življenje vsakodnevne družine, zapletenih medsebojnih odnosov. V njej je prepoznati vrtiljak čustev, pa poskuse odraščanja, krepitve samostojnosti. Mogoče smo slišali že zelo veliko pridig na to temo in se nam zgodba o izgubljenem sinu zdi že precej izpeta. Za mladega človeka pa mogoče celo demoralizirajoča, ker se, roko na srce, na prvi pogled zdi sila nepravična do starejšega sina. Zdi se namreč, da ta oče dela očitne razlike med mlajšim razvajencem in starejšim pridnim in požrtvovalnim sinom. Takoj se v nas vzbudi tista misel. Oče ni bil niti toliko, da bi starejšega sina obvestil, da misli prirejati fešto, zabavo, sedaj, ko se domov vrača razvajenec, ki mu je zmanjkalo denarja. Kot da je čisto samoumevno, da sedaj izgubljenec prihaja domov in je treba vse spustiti z rok, se veseliti in mu dati do znanja, da je dobrodošel. Precej nefer do starejšega sina se zdi, kaj ne? Po drugi strani pa je ta zgodba ali prilika lahko tudi zelo omejujoča do mlajšega sina. Ko preberemo to zgodbo, se v nas prebudi tisti: pa kaj, če je želel iti od doma? Pa kaj, če je želel poskusiti živeti sam, v svoji svobodi, da sam ustvarja življenje, kot je želel, brez da bi mu za vrat dihal kontrolirajoči oče, ki hoče vse vedeti o njem in usmerjati njegovo življenje. Ali nima ta mlajši sin pravice poskusiti življenje, se postaviti na noge? Lahko bi cel dan razpravljali o družinski dinamiki v tej pripovedi, da ne govorimo o tem, kje se vendar skriva mama. O njej ni ne duha, ne sluha. Le kaj bi počela? Kaj bi delala? S čim bi se ukvarjala ona?
s katerim izmed sinov bi držala, kot pravimo, starejšim ali z mlajšim. Namen današnje pridige je, da se osredotočimo na življenje mladeniča, torej mladega človeka, mlajšega sina iz zgodbe. Začnimo najprej pri imenu. Mlajši sin nima jasnega imena, tradicija ga sicer imenuje izgubljeni sin. Če bi to prebrali v grškem izvirniku, bi to njegovo ime zvenelo nekako takole: Asotos Ios, kar mi sicer prevajamo izgubljeni sin. Vendar bi bilo dosti pravilnejše, če bi ta prevod prevedli kot zapravljiv, ekstravagantnež, torej z drugimi besedami nepremišljeno odštekan, trendovski sin. Zanimivo, kaj ne? Kot drugo je pomembno, da opredelimo njegovo starost. Slovenski prevod loči le mlajšega in starejšega sina. Grški izvirnik pa nam da zelo jasno do znanja, da je bil mlajši sin v resnici najstnik, na začetku pubertete, star verjetno med 13 in 15 let. Kot tak si seveda želi, da je cel svet njegov. Morda je utrujen od pričakovanj staršev, starega očeta. Mimogrede iz grškega izvirnika je možno sklepati, da je oče tudi starejši. Morda pa se mu enostavno ne zdi pravično, da nikakor ne sme in ne more živeti svojih sanj. Zdi se, kot da ima oče že vnaprej določen način njegovega življenja. Ta mladenič težko stopa v čevlje odraslih. Za nameček ima še pridnega, marljivega, starejšega brata, ki vedno vse dela prav, ki je očetu v velik ponos, ki ni nič kaj odštekan, nič kaj ekstravaganten, ampak se vedno drži pravil in očetu ne povzroča sivih las. Morda je mlajši sanjal, da bi šel študirati kaj, kar očetu ni bilo po volji, saj si je oče zamislil, da bo delal v njegovem podjetju. Morda pa je imel nenavadne hobije, ki v njihovi družini nekako niso bili sprejemljivi. Morda se je spraševal, komu je podoben, komu pripada, ali je dovolj ljubljen in sprejet strani svoje družine. Ne pozabimo, da gre v tem primeru za judovsko kulturo, v kateri je patriarhat zelo pomemben in je prvorojeni moški, potomec, tudi večinski dedič in naslednik očeta. Si predstavljate, kako se je počutil ta mlajši sin? Kaj si je v svoji glavi morda mislil? Da je itak čisto vseeno, kaj naredi za očeta, ker zanj ne bo dovolj dober, saj je drugorojeni potomec. Zato je postal odštekan, ekstravaganten, kot pravi grški izvirnik, drugačen. Morda je razvil svoj stil oblačenja, morda je razvil svoj stil govora, pa hobije, ki niso bili njemu lastni. In v vsej tej zmedi, v vsem tem izpraševanju in notranjem kaosu se odloči, da bo enkrat za vselej naredil po svoje. Vsem hoče dokazati, da ima prav. Dovolj ima pokroviteljskega brata, želi imeti svobodo. Zato se odloči, da gre. Prebrali smo, da od očeta zahteva svoj delež. Morda se nam na prvo žogo to zdi pogumno ali celo pravično, češ, naj mu vendar oče da, kar mu pripada. Vendar moramo povedati, da gre pri ravnanju mlajšega sina za veliko nepremišljenost, za napačno postavljanje prioritet. Veste, če ste v tistem družbenem času, ko je bila ta prilika zapisana, postopali na način, da bi zahtevali premoženje od svojega očeta, bi to z drugimi besedami pomenilo, da ste očetu želeli smrt. V tedajni družbi so namreč dedovali vedno in samo po smrti staršev. In če pogledamo iz tega zornega kota, je bila poteza mlajšega sina precej drzna. Želeti smrt očetu, zato da dosežem svoje. Napačne odločitve, napačne prioritete in napačne ambicije. V dejanjih mlajšega sina se v resnici skriva resnična zgodba o zapuščenosti, izdaji, zlomljenosti in pretrganju odnosov.
Prebrali smo, da je mlajši sin odpotoval v daljno deželo, kar je slika tega, gledano iz teološkega zornega kota, da se mlajši sin na nek način želi znebiti očetovega priimka, očetove krvne in osebnostne dediščine. Vzame očetovo imetje in kar pri 13 letih krene v daljno deželo, z drugimi besedami pretrga družinske vezi, ker nima izkušenj. Življenje gradi brez očeta, ki mimogrede v prebrani priliki predstavlja sliko Boga. Vse zapravi, manjka mu modrosti. Njegove prioritete ležijo v tem, da se loči od očeta, torej da se loči od Boga, da živi življenje brez bližnjega, na kar pa smo prebrali, da v daljni deželi, kamor pobegne, nastane lakota. Lakota v Svetem pismu vedno simbolizira stanje duha, ko se človek znajde sam z odprtimi vprašanji, ko v sebi čuti praznino, ko se sprašuje, ko nima veselja, ko nima smisla, takrat brezglavo tava. To, dragi zbrani, je stanje duha. Pravzaprav globoko v sebi ve, da je naredil narobe, ne ve pa, kako naj se zdaj izmaže iz te situacije. Pisec novozavezne prilike je celo tako drastičen, da sprejme službo svinjskega pastirja in da se želi hraniti z rožiči, ki jih jedo svinje. Prepričana sem, da je imel ta mlad človek povsem drugačen načrt za svojo kariero. Verjetno je bil zadnji poklic na seznamu njegovih želja postati pastir svin, kar je v judovski kulturi nemogoč poklic, kajti Judje s prašiči nimajo opravka. Svinje ali prašiči so namreč za Jude nečiste živali. Hrana, rožiči, ki jo svinje jedo, pa je vedno v Svetem pismu simbolika hrane revežev. Pa ne revežev v smislu ljudi, ki nimajo dovolj denarja, pač pa revežev v duhu, ki ne jedo od kruha Božje besede, ki nimajo Kristusovega občestva, pač pa se hranijo s praznimi in neresničnimi doktrinami. Še nekaj je zelo zanimivega glede rožičev. Rožiči na Bližnjem vzhodu predstavljajo eno izmed najslajših sladic. So namreč izredno sladki. Tudi v Svetem pismu gre za simboliko. Stvari, ki so navidezno sladke, so lahko za nas tudi škodljive. Želje in prioritete, kot so bogastvo, slava, pomembnost, materializem, so lahko zelo sladke dobrine, kot rožiči. A kaj, ko nas delajo prazne, zapuščene, zlomljene in predvsem osamljene? Kaj mlajšemu sinu pomaga, da se lahko hrani z najslajšo sladico, s hrano, ko pa nima doma, družine, prijateljev? Nima smisla, nima razloga za upanje. Seveda ga ta nevzdržna situacija pripelje do tega, da prevrednoti svoje življenje. Ta mladi 13-letni nadobudnež, ki je želel živeti samostojno življenje, si je postavil precej otročje prioritete. Potem pa ga življenje izuči, da mora hitro odrasti. Utrujen od napačnih odločitev in poskusov, da bi nekomu pripadal, se vrne domov, k očetu. Dragi mladi, drage sestre, dragi bratje, mlajši sin v tej zgodbi prispodablja nas, mene in tebe. Ta mlajši sin je od očeta, torej od Boga, prosil za delež premoženja. Veste, grški izvirnik pravi, da je z besedo premoženje mišljeno minljivo, materialno premoženje. Potem pa smo prebrali, da oče sinu podari imetje. Tudi v slovenskem prevodu imamo dve besedi. Sin zahteva premoženje, oče mu daje imetje. In če pogledamo v grški izvirnik, potem vidimo, da se besedica premoženje, ki ga zahteva sin, nanaša na minljive stvari, materialne stvari. Imetje pa se nanaša na življenje. Torej, grški izvirnik je zelo jasen. To pomeni, da je Bog v človeka vsadil življenje. Hrepenenje po tem, da bi živeli smiselno. Zato res ne čudi, da je mlajši sin prišel vase.
da je ugotovil, da je na begu. Morda tudi mi danes bežimo pred očetom, pred Bogom. Veste, najstarejša in najbolj univerzalna igra, ki se jo igra človeštvo, je igra skrivalnic ali kuku igra. To je igra, ki jo najdemo že na začetnih straneh Svetega pisma. V Edenskem vrtu, ko se prvi človek skriva pred Bogom. Morda pa imamo danes priložnost, da nehamo bežati pred sabo, da nehamo iskati nekoga, ki bi mu pripadali. Tu nas namreč čaka oče, nebeški oče. Ko je mlajši sin, ta najstnik, to spoznal, da se ne rabi več skrivati za masko navidezne samozavesti, se je vrnil k očetu. Še več, zapisano je, da mu je oče priskrbel najboljše oblačilo, kar je znak tega, da oče mlajšemu sinu vrača izgubljeno dostojanstvo. Dal mu je prsta na roko, kar je znak tega, da smo opravičeni po veri, da nam Bog vrača naše zlomljene odnose, da smo posinovljeni. Sinu nadene še sandale na noge, kar pomeni, da nismo več sužnji greha, ampak smo svobodni. Toda kaj, ko ta mlajši sin pri očetu doma spet naleti na nove težave? Kako naj obnovi te zlomljene in prekinjene odnose z bližnjimi? Kako naj se starejši brat ob snidenju z njim sooča z občutki izdaje, ko je bil pa vendar vedno priden in je marljivo delal na polju? Veste, kaj smo prebrali? V 26. vrstici smo prebrali, da starejši sin pokliče enega izmed služabnikov in ga vpraša, kaj je to? Slovenski prevod je zelo dobro prevedel grški izvirnik, torej ne vpraša, kdo je to, pač pa vpraša, kaj je to. Torej, mlajši sin je zreduciran na predmet. Ne vpraša, kdo je to ali kaj se dogaja s tem, ki je prišel. Pač pa je postavljena vprašalnica, kaj je to. Si predstavljate te občutke? Seveda je njegova reakcija povsem upravičena, vendar se moramo seznaniti še z enim dejstvom. Koliko je bil starejši sin star? Grški izvirnik nam zelo dobro pojasni starostno razliko med tema dvema bratoma. Če smo rekli, da je bil mlajši star komaj 13 ali 15 let, iz grškega izvirnika zelo jasno vidimo, da je bil starejši star že vsaj 30 let, kar pomeni, da je imel družino, verjetno je imel svoje otroke. Precej nezrela reakcija za 30-letnika, kaj ne? V tem kontekstu moramo razumeti tudi teološki pomen. Namreč prvorojeni, starejši 30-letnik predstavlja Izraelce ali Jude, ki imajo z Bogom zavezo. Mlajši sin pa predstavlja nas, pogane. Zato je nesmotrna ta rivaliteta, ta tekmovalnost, kajti v zgodbi oče, ki prispodablja Boga, zelo jasno pove, pa saj je vse tvoje, saj imaš zavezo z mano. Torej, z drugimi besedami, pomembno je to, kar pove oče. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil in vrne nazaj ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Dragi zbrani, nauk te zgodbe je povsem jasen. Dragi mladi, drage sestre in bratje, mogoče se tudi mi danes počutimo kot ekstravagantni, odštekani otroci, vendar gradimo svoje življenje na način, da v to enačbo življenja vključimo Boga in posledično tudi bližnje. Veste, človek je edino bitje, ki postane človek zaradi odnosa z drugim človekom. In končno, kje se v tej zgodbi skriva mama? Nekateri razlagalci Svetega pisma špekulirajo, da je morda umrla, oziroma da je potrebno upoštevati kontekst tedanje patriarhalne družbe, ki ženskam ni dajal posebne veljave, vendar se teologi s tem ne strinjamo, saj je to manj tipično, predvsem za evangelista Luka, ki svoje zgodbe, če ste opazili, vedno piše v parih, na način, da so enkrat protagonisti moški, potem pa so spet protagonistke ženske. To je zelo lepo vidno tudi v apostolskih delih, ki jih je napisal evangelist Luka. Kje se skriva mama, imamo določen odgovor.
Teologi v resnici v tem opisu najdemo materinsko sliko ljubečega očeta, torej materinskega Boga. V Bogu se skriva mama in oče. Poglejte v zapis. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Tu notri najdemo tipično žensko materinsko odzivanje. To pomeni, da je Bog kot materinski oče, ki nas sprejema in nam odpušča. Dovolite mi, da to svojo misel in pridigo zaključim z umetnostno sliko, ki jo bomo videli na ekranih, ki jo je okoli leta 1662 naslikal umetnik Rembrandt in nosi naslov Vrnitev izgubljenega sina. Če boste natančno pogledali to sliko, ki jo bodo projicirali na zaslone, potem boste videli, da je umetnik naslikal dve različni vrsti rok, ki objemata sina. Lahko pogledamo še naslednjo sliko, ki še bolj prikazuje ti dve roki. Videli boste, da je roka na desni strani močna, da je mišičasta, da trdno drži sinova ramena. Po drugi strani pa lahko pogledamo roko na levi strani, ki je nasprotno tanjša, mehkejša in s prsti bliže skupaj. Torej, nežno leži na sinu in ga boža in stiska. Umetnik Rembrandt je s tem želel pokazati vlogo materinskega Boga očeta. Torej, močna maskulina roka in nežna feminina roka. Torej, Bog je kot naša mati in naš oče. Sina se dotakne z moško in žensko roko. On drži, ona boža. On potrdi, ona tolaži. Ljubosumje, ločitev, izdaja, zapuščenost, rivaliteta, pohlep in jeza so še vedno ključni elementi zlomljenih odnosov in družin. Po drugi strani pa nam materinski Bog oče ponuja sočutje, sprejemanje, odpuščanje in ljubezen. Dragi mladi, drage sestre in bratje, naj v nas ta 2000 let stara zgodba, prilika o izgubljenem sinu in 350 let stara umetnina spomnita na to, kakšno veliko moč ima moč odpuščanja. Dragi zbrani, prenehajmo se vendar skrivati pred Bogom in dovolimo, da nas ta materinski Bog sprejme, da nas ojača, da nas poboža in da nam končno da novo priložnost. Na tak način lahko mi kot posamezniki, naše družine, pa tudi naše cerkve, začnemo spremembo v tem svetu. Veste, ta svet nujno potrebuje ljubezen. Ta svet nujno potrebuje odpuščanje. Zato smo sprememba lahko mi danes. In to pridigo, razmišljanje in bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki govori ravno o tem. Včeraj so bili tukaj zbrani mladi iz različnih cerkvenih občin. Vendar veste, naš svet ni samo župnija ali prostor, ki ga vidimo tukaj. Pač pa je naša cerkev in polje tudi tam zunaj. Zato je pesem ravno pravšnja za zaključek te misli. Pesem govori o tem, da naj nas oče združi. Tudi znotraj krščanstva poznamo različne veroizpovedi. Vendar imamo enega očeta, imamo enega Boga. Zato naj bo ta pesem zaključna misel za nas vse. Oče, združi nas. In vabim vse mlade, ki ste bili in malo manj mlade, torej vsi lahko pridete tukaj za mano in bomo skupaj, torej in vi, draga cerkev, lahko skupaj zapojemo to pesem, ki naj bo vodilo tudi naše cerkve in našega življenja.
Prejmimo še Aaronov duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.